Spoštovani, danes je 8 let, odkar se je v najino partnerstvo upletla država. Imava 8. obletnico poroke! Draga moja Miš! Bravo men, preživela sem! Preživela si, živela si! Skratka, 8 let smo že skupaj uradno poročena, drugače smo pa skupaj kako dolgo že? 14 let? 15 let, skratka, 15. dolg časa, glede na to, da smo mlada. Še enkrat toliko. Skratka, nas za vas pripravlja video. 8 trikov, kako preživeti v zakonu. In na koncu bomo imela neko darilo, zato ker sva uspela preživeti v zakonu. Tako da spremljajte. Ok, evo Miš, prvi trik pripada tebi. Ok, vsak je, odločil se, da vsak pove svoj trik, kako dejansko preživeti v zakonu. In jaz sem se odločila, da je prvi trik, kako preživeti v zakonu, dovoliti si pogovarjati se o čudnih stvareh. Ali je kuža danes kakao zjutraj in zakaj se je potopila Atlantida. To vse pač v enem dnevu, recimo. Res je. Drugi trik je, delaj stvari v paru. Če rabimo iti skupaj naprej, moramo delati stvari v paru. Tudi predvsem tiste intimne, a ne? Ja. A ne? Kaj pa boš pregovoril, da so se dobre stvari 3? Vse dobre stvari 3. Ne. Se imaš lahko psa, v redu, gremo naprej. Nevermind. In naslednji trik, tretji trik, katerega sem jaz začutila je, da moraš privoščiti partnerju lepe stvari, ne smeš na njemu varčevati. Mislim, res ne varčevati na partnerju. Okay. Ne varčuj na partnerju. Tako da, to se mi zdi ena taka zelo pomembna stvar. Ja, črna, razumem, naprej. Ok, srebrna. Kje pa zlata? Hvala lepa. Skratka, mislim, da smo tole zdaj dojeli in da je to edino neko tako pravo človeško obnašanje za uspešen zakon. Četrta. Ok, naslednji trik, hip, strašni trik je, tvoj prijatelj mora biti tvoj najboljši prijatelj. Malo da si. Oziroma, tvoj prijatelj mora biti tvoj najboljši prijatelj, tvoj partner mora biti najboljši prijatelj. Tvoj prijatelj in partner. Ja, tvoj prijatelj partner je dober, da je dober prijatelj. Tvoj partner mora biti tvoj najboljši prijatelj. Tako. Naslednji trik, katerega sem jaz začutila je, da si morate s partnerjem deliti vizije. 10 psov. 10 psov. 4 papagaje. 4 papagaje. Ja, 4 papagaje. Večino vizij. 4 papagaje. Naslednji trik je, ne nosi maske pred svojim partnerjem. Kako to misliš? Ne nositi maske na obrazu, ne se pretvarjati. Da moraš biti iskren. Ne fejkati. Povejte tisto, kar ste v resnici. Pokažite tisto, kar ste v resnici. Ne nosite maske pred svojim partnerjem. Kjer kreten si je smislu te maske? Naslednja stvar, zelo pomembna, mislim, da se bo tukaj večina punc strinjala z mano, je. Mislim, da je zelo pomembno, predvsem z našega ženskega stališča do fantov, no, večinoma je tako, se mi zdi ful, da je pomemben, da se pospravlja za sabo.
Mislim, da je treba res pospravljati za sabo. To je dobro. Ja. In še zadnji trik. In še zadnji trik je, Kaj tvoj? rastite skupaj, skupaj pejte v življenju naprej, skupaj pejte gor. Ja, pri tem bi se pa strinjala. Ne? No, skratka, to je bilo 8 trikov, kako preživeti v zakonu. Zdaj veste, upoštevajte vsakega izmed njih, da pa vam bo pri tem lažje. Smo pa seveda tukaj tudi mi za rast in tudi za crkljanje, predvsem tisti del, kjer ne smeš varčevati na partnerju. Ne? Zato sem se odločila, da v naslednjih, koliko bomo rekli, 5 dneh, 5 dneh. v naslednjih 5 dneh ponudimo na naši spletni strani 30% popusta na vse naše spletne stalne programe. To pomeni, da greš na potovanje duse.si in tam klikneš spletni dogodki, imaš spletni programi, ampak ti seveda tudi tukaj pripenjava link in tam, kad ti ponudi naš obrazec, koda za popust, upiši obletnica. Obletnica, ker mi da praznujeva obletnico in enako bo veljalo na nebeskatrgovina.si. Na vse naše izdelke je 30% vse popust, seveda, ampak vse naloži v košarico in potem tam, kaj koda za popust, daš obletnica in dobiš 30% popusta, torej samo za naše tele zveste člane, kot ste vi. Skratka, upam, da vam je bilo všeč teh 8 zakonov, mi da greva pa še Naslednjih 8. v nadaljnjih 8, tako takrat se slišimo, lepo se Se slišimo čez 8 let. lepo se imejte in čao.